Reiki je zelo močna energijska metoda, skanalizirana strani Mikao Usuja, ki je v osnovi najprej hotel vse pomagati, leta 1920 na neki mistični Kurama Jama gori. On je takrat dobil metodo univerzalnega božanskega zdravljenja. Šel je na nek tempelj in je tam dobil neke simbole, ki so prevajali univerzalno božansko energijo. Te simbole je prenesel ljudem in te simbole so začeli uporabljati predvsem za zdravljenje, zato ker je bilo takrat slučajno eno tako obdobje, ker je bil en velik potres na Japonskem, kjer je Reiki dosegel svoj poligon, ker je tolkim ponesrečenim ljudem iz tega potresa pomagal. Od tistega trenutka dalje se je Reiki začel promovirati kot nekaj, kar pomaga pri fizičnih zagatah, ampak sami Mikao Usui je opozoril na Egipčane. Egipt ima uradno noter egipčanske simbole. On je bil zelo velik filozof, zgodovinar in tako dalje. To je bil zelo načiten mož. In mi imamo v Reikiju uradne egipčanske simbole, pa vendarle so se ljudje na Reiki, kar je meni toliko škoda, veš, prijeli samo to je, če te boli koleno, če te boli komolec, če te boli vrat, pa če te boli ne vem kaj, 13. glava. A veš, kaj mislim? Ampak v osnovi Reiki ni bil samo to. To je bila univerzalna moč, kar tudi njegovo ime Reiki v osnovi pomeni. Ampak noter je Mikao Usui v vseh teh simbolih dal nam celostni načrt, kaj pomeni univerzalno božansko zdravljenje. Ti z Reikija ne dobiš samo nekaj, če te torej boli, ne vem, 6. glava, pa 8. koleno, pa ne vem kaj, ampak dobiš tudi bogastvo, dobiš mir, dobiš harmonijo, dobiš stik z dušo, dobiš preroštvo, dobiš kanaliziranje, dobiš čiščenje prostora, dobiš aktivacijo kristalov. To vse je Reiki. Univerzalna božanska moč ne preskakuje čist nič, kar obstaja ali v energijah ali v fizičnem. Reiki je toliko obširna stvar in toliko moči nosi v sebi, da bi ga bilo treba v današnji dobi razširiti, če nočemo, da se bo ugasnil. Ogromno je bilo ljudi, ki so vmes trdili, Reiki nima več moči, Reiki je začela moč padati. Ni res. Reikija se ni več razvijal naprej, se ga ni več manifestacijsko gradil, zato so imeli občutek ljudje, da njihov učinek pada. Pa imaš pa neko Kristika uči nove principe Reikija, pa se potem to se spet dvigne, razumeš, na novo raven. Ok, ampak še vedno nismo prišli do tega, zakaj je Mikao Usui dajal noter v Reiki, pa ne to v malo simbolov, kar da simbolov noter egipčanske energije. Zakaj? Zato, ker se je zavedel eno stvar, on je vedel to, kar vam jaz zdaj govorim. On je naštudiral stvari, ki vam jaz, da je nekdo že prej vedel na tem planetu za univerzalno božansko energijo. In ne samo to, ravno tako je zato uporabljal simbole. Mikao Usui leta 1920 poštekel, da če imaš ti simbol, torej da imaš neko slikovno upodobitev neke energije, da je to ful močno sidro, da je to kot nek tak univerzalni jezik, ki ti ni treba ful besed pa celih slovarjev v eni sami podobi. In ko si ti te energije skanaliziral, lahko si predstavljaš to kot heliport. To si lahko predstavljaš kot pristajalno stezo za helikopter. To so simboli, zato da lahko energije nekje pristanejo in mu ti ta heliport narediš, je to popolna zmaga. Ko je Mikao Usui raziskal naprej, ugotovil, da je nekdo drug že v preteklosti to delal. Egipčani. Kako, Kristi? Ja, ljube duše, hieroglifi. Kva je to, kaj drugač? Halo, logično, hieroglifi. Ti, ko pogledaš hieroglife, jaz ne moram verjeti, da je to zamrlo. Ti, ko pogledaš hieroglife, če jih na internetu pogledaš, pa si res vzameš sekundo, 2, 3 časa, ti vidiš, koliko je to močna stvar. To je slikovni jezik. In Egipčani so z namero kanaliziranja božanske besede naredili hieroglife. A to sploh veš?
ravno tako, kakor je Mikao Sui naredil reiki simbole za reiki jezik kot heliport, torej da se nekam prizemljujejo energije. In zdaj si predstavljaj, kaj se zgodi, ko ti združiš, če bi mi naredili en most. Mogoče bi lahko naredili trojni most. Leto, kolikor že je, ko gledaš zdaj to shrambo, mi smo to snemali leta 2024, pa recimo, da ena postojanka vmes je 1920, ki jo bomo mi uporabili vmes, in še to prvotno energijo. Teh, ki so znali manifestacijo ful dobro postavljati za univerzalno božansko energijo. Vzeli bomo sicer principe reikija, ker možgani naši reiki zelo dobro poznamo in ker je v moderni dobi bolj zasidran to, kar so Egipčani že zdavnaj nam hoteli povedati, zato da bomo združili ta mogoče klasični princip, da so vse dobre stvari tri. In oni so postavili eno tako res zanimivo in čudovito razlago o tem, oziroma so jim božanstva dala o 9 delcih duše. In to je tisto, kar je absolutno fascinantno. Absolutno fascinantno. Tvoj zlati reiki, naš cilj je osvojiti vse 3. 3 stopnje so, vsaka stopnja, torej zdaj v prvi stopnji narediva prve 3 delce, na drugi stopnji narediva potem 3 do 6, ne, in pol 6 do 9. Okej? Torej vsaka ima po 3 in ti bo zelo, zelo zanimivo slišati, kaj je to 9 delcev duše, kako je možno, da ima duša neke delce, ampak ti bo logično, predvsem ti bo fascinantno. In jaz mislim, da je to idealen načrt, kako lahko res delaš dušo, ne samo, da si misliš, da delaš dušo, ampak da res razumeš v prafaktorje svojo frekvenco. Ti je bila všeč ta vsebina? Meni tudi. In naj ti povem, da je nastala na tečaju zlatega reikija, ki združuje starodavno moč in mistiko Egipta in reikija samega. Predstavljaj si, kaj se zgodi, ko v dlaneh aktiviraš reiki simbole in na to dodaš posebna egipčanska božanstva, katera morda ljudje sploh ne pomislijo, da bi jih tukaj združevali, pa vendarle je kombinacija izjemna. Zlati reiki vključuje starodavno egipčansko modrost, ki je verjela v to, da če poznaš 9 delcev svoje duše, potem je tvoje življenje prav tako, kot je bil Egipt, manifestacijsko močno. Kako prečistiš rojstno travmo? Kaj ima s tem tvoja duhovna identiteta in kaj to sploh je? Kaj so bogovi učili o hrani, pa o tem, kakšno naj bo tvoje zemeljsko življenje glede na poslanstvo in še, vse to je zlati reiki. Težko ga je opisati, vsekakor pa priporočljivo doživeti. In če si ga želiš doživeti, naklikaj povezavo, ga razišči in se nam pridruži.